V glavnem mestu Bangladeša se soočajo z najnižjimi temperaturami v zadnjih 40 letih. Mrzlo vreme in gosta megla sta ohromila življenje v tej državi. Ljudje na ulicah Dake so v skrbeh zaradi nevzdržnih vremenskih pogojev. Promet je oviran, ker je megla tako gosta, da ne vidiš niti avtomobila pred seboj. Po poročanju meteorološkega oddelka so se temperature spustile na komaj 7 stopinj Celzija. V severnem delu države je zaradi mraza in podhladitve umrlo najmanj 12 ljudi. Meteorološka agencija je napovedala, da bodo tako nizke temperature in gosta megla vztrajale še cel mesec januar. Močno oviran je tudi letalski promet. Indija je v vesolje poslala svoj 100. satelit. Premier Narendra Modi si namreč prizadeva, da bi lahko Indija v prihodnosti ponujala nizkocenovne lete v vesolje. Indijski vesoljski program ima proračun težek okrog 4 milijarde dolarjev. Vlada premierja Modija pa upa, da bo z najnovejšimi sateliti pridobila večji delež svetovne vesoljske industrije, ki znaša več kot 300 milijard ameriških dolarjev. Inštitut za vulkane na Filipinih je opozoril na nevarnost izbruha vulkana na Mount Mayonu. Do izbruha bi lahko prišlo v nekaj dnevih oziroma v nekaj tednih. Vulkan je visok 2462 metrov in je velika turistična atrakcija v osrednji deželi Albay, saj ima popolno obliko vulkanskega stožca. V zadnjih 2 dneh pa je vulkan bruhal pepel in kamenje in tako so evakuirali več kot 3000 lokalnih prebivalcev, ki živijo pod vulkanom. Svetel krater daje jasno vedeti, da je lava že začela izhajati iz kraterja. Ob obali Floride je zagorela kazino jahta. Na krovu je bilo 50 oseb, ena oseba je pogrešana. Po poročanju oblasti je 49 oseb bilo sposobnih priplavati do obale, kjer jim je bila nudena prva pomoč. Enega potnika še vedno pogrešajo. Poročila o tem, kakšna škoda je bila povzročena na sami jahti, pa zaenkrat še ni. V Roldaniju v Kolumbiji se je odvijal svetovni pokal v jadralnem padalstvu. Spektakularni skoki in zavoji ter pogled na številčna barvasta jadralna padala iz mesta pod mogočnimi Andi je zagotovo svojevrstno doživetje. Tekmovalci so morali slediti 81 km dolgi trasi nad dolino in vmes narediti točno določeno število obratov in krogov.